Letos mineva že 80 let od teh Tekčevih jaslic. Ja, res je, ja, moj star oče je pred 80 leti nekako začel z rezbarjenjem in takrat je napravil prvega pastirčka, potem pa je on, rekel, čisto neplanirano, vsako leto, ko je imel čas, še kaj dodal, kaj razširil in potem v nekako 14-15 letih prišel do že kar obsežnih jaslic. Kasneje potem njegov sin Vinko Ribnikar dodelal, dodal še mnogo dodatnih motivov, ne samo ta osnovni s hlevčkom in zato so zdaj jaslice, rekel, zelo zanimive postale, mogoče jih lahko celo primerjal s kakšnimi tujimi, recimo v Švici smo videli take jaslice, ki se jim reče diorama, da se ta božična zgodba, dogodki sledijo en za drugim, tudi naše so zdaj tako od začetka, kako gresta Jožef in Marija na pot od doma v Betlehem in potem kako iščeta prenočišče, rojstvo, beg v Egipt, trije kralji, vse te stvari so zdaj v jaslicah, zato se mi zdi, da so res zdaj postale že zelo zanimive. Vlado Srečnik, vi ste avtor teh Tekčevih jaslic, ki ste jih pripravili, postavili tukaj v domu Petra Uzarja. Je pa to sicer že vaša 14. razstava. Ja, letos je to res postavitev 14. Dejansko je 5 razstav, ki so bile postavljene na večjih lokacijah in ravno ta razstava Tekčeve jaslice je pa tista najbolj zanimiva, najbolj užitna za delo. Toliko dogodivščin, dogodkov, pa toliko ljubezni v družini. Meni je to prvo bilo v mislih, kako se lahko ena zadeva ohrani, če je družina složna. Da delajo skupaj, da rod naprej teče, da pomagajo en drugim, da niso skregani, ampak da se dopolnjujejo. In tako je tukaj bilo, čeprav je ata bil šušter. Ena hčerka je čist druga, ampak riše, ima ta dar. Tretja ima posebnega dara, ampak je pa dala pa dušo tej hiši. Dala je prostor, dala je galerijo. Njen mož je to vodil po vseh teh razstavah, po vsej tej galeriji. No zdaj pa že prihaja tudi 4. rod v to hišo, ampak ta, rekel, 3. rod, to je pa Marjan, tak je zdaj bil ravno pred mano, tudi eden od pevcev Pero Cantorium, je pa tisti, ki je prevzel vajeti v roke in pelje naprej to zgodovino in to dejavnost Tekčevih jaslic. No in ta razstava je vidna na 17 panojih. Ja, samo na 17. Drugače bi rekel, da je materiala veliko več, težko je narediti selekcijo, ampak sem pa poskušal tako, da sem predstavil prvič stare jaslice, takrat, ko so bile še pod streho, potem pa naprej so doradile nove, no in pri teh mi je pa še bolj zanimivo pa pokazati družino. Vinko tako rezbarja, Majico kot risarko in pa tudi Silvo kot tisto, ki je, kot sem prej že omenil, bila bolj mati, žena, tajnica, direktor, dejansko ženska za vse, ampak je pa poskrbela, da je ta hiša živela. In dokdaj bo ta razstava tukaj na ogled v domu Petra Uzarja? Ja, razstava bo po 3 kraljih, to je do 10. bo na ogled. 2017. Ja, 17.